Današnje demonstracije, ki so bile napovedane v Mariboru, se je kljub močnemu sneženju na trgu Leona Štuklja od napovedanih 1500 udeležilo nekaj 100 protestnikov. Razočaranje nad tako majhnim številom ni bilo zaznati. Ni razočaranje, se pa mraz je tako močen, da jaz mislim, da pač ljudje so se odločili, da mogoče ne bo imeli vpliva, čeprav to ni res, ne. Mislim, z moje strani ni razočaranje, gre za to, da se razvija ta kontinuiteta opozarjanja na nepravilnosti, ki se dogajajo na splošno na državnem in evropskem nivoju, glede sporazuma in vseh drugih stvari, tako da jaz nisem razočaran. Vkolikor med poslanci ne bo posluha na zahteve organizatorjev protesta, že pripravlja nadaljne ukrepe, razlaga Sanjin Jašar. Če bo slučajno vlada podpisala, pa poslanci evropski, bomo čez kaki mesec naredili dosti večje proteste, delali bomo pač, ne bomo se predali, enostavno tukaj smo takšni ljudje, ki pač ne poznamo predaje, tako da dokler ne bomo dosegli svojega, politiki pa morajo enkrat ugotoviti, da zdaj ne vem, kako so bili vsi pri matematiki v šoli osnovni ali pa srednji, ampak nas je le približno pol milijon ali pa milijon nezadovoljnih ljudi na različnih področjih, tako da slej ko prej se bo ljudstvo vstalo in tukaj teh 90 ljudi pač ne bo imelo več na koncu vpliva, ne. Kaj menite o teh demonstracijah in pa o tem sporazumu ACTA? Demonstracije so bile že dalj časa napovedane, ta gibanja proti nepravilni uporabi intelektualne lastnine v informacijski družbi se pojavljajo že dalj časa. ACTA se dejansko pripravlja na način, kot se naj v sodobnem svetu, odprtem svetu dokumenti naj ne bi pripravljeni. To pomeni, da pod krinko zaupno in s premajhno participacijo javnosti. Kaj pa sam način podpisa in pa potem tudi ene vrste opravičilo gospe veleposlanice? Ja, to sem že omenil za medije, da v bistvu me je presenetilo njeno dejanje, ampak v pozitivnem smislu. Gospa veleposlanica se je v bistvu opredelila do tega tudi kot oseba, kot posameznik. Seveda je izvedla tisto nalogo, ki jo je dal vladni sklep, ki je bila predstavljena tudi v državnem zboru. Mislim, Slovenija je v vsem tem povolilnem obdobju nekako zamudila čas za eno dobro diskusijo o tem, ali se ne bi pridružili raje tistim državam, ki so zadržale še podpis in pristop. K sreči obstaja še dovolj časa, je ostalo še dovolj časa do obravnave v Evropskem parlamentu, do ta čas mislim, da se bodo glave zbistrile, pozornost javnosti je zdaj usmerjena na akto in mislim, da ne bo šlo čez Evropski parlament. To je moj občutek, tudi po reakcijah slovenskih parlamentarcev in to prav vseh. Zakaj sem danes tu? Tukaj sem predvsem zaradi tega, ker sem ne nazadnje tudi pobudnik ene izmed pobud, ki smo jo podpisali v četrtek, 19 je bilo pobuda -acta.si in kličemo po razpravi. Tako da tukaj sem pa zato, ker me seveda zanima, kaj mislijo drugi in kakšne so ideje. Dejstva so namreč naslednja. Intelektualno lastnino je na nek način treba varovati, to je dejstvo. Ampak informacijska družba zahteva nove načine varovanja. In če bomo preveč zaprli intelektualno lastnino, potem se tudi digitalno gospodarstvo ne bo nikoli razvijalo tako, kot bi se moralo.